imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Spoštovani katoličani, dragi brati in sestre. Pred 754 leti se je rodila majhna deklica blizu Florenc v Italiji na gradu dveh graščakov, Parizija in Emilije, ki sta bila njuna starša. Rodila se je slepa, grbava, šepasta, z grozno poškodovano hrbtenico, zaostala v rasti, se pravi pritlikava. In ko so starši, ki so pričakovali sina naslednika, ugotovili, kaj je z njuno prvorojenko, je niso hoteli imeti za svojo. Niso jo hoteli dati niti krstiti sami, pač pa so rekli eni od dekel oziroma služabnic, da jo je nesla v cerkev. In ko je škof vprašal, kako naj bo deklici ime, je rekla, pravi, niso nič rekli starši, kako naj bo ime, pa je potem rekla, naj bo Margarita, kar pomeni biserka po slovensko. No, in ta Margareta ali Margarita je potem živela na gradu prvih 6 let popolnoma skrita, nihče ji ni smel srečati. Nihče ni smel izvedeti, da je otrok rojen. Starši so rekli, da je otrok umrl pred rojstvom ali po rojstvu, tako da nihče ni vedel, da obstaja kot njuna hčerka. Ko je bila stara 6 let, so zraven kapele, ki so imeli v gozdu tam pod gradom, pri gradu, napravili tako majhno celico, dali deklico v to celico in potem zazidali vrata v to celico in potem je bila v tej celici pozimi in poleti vse do 15. leta. Torej na mrazu in vročini, skozi neko linico so ji dajali hrano. Edina oseba, ki se lahko s to deklico srečala, je bil duhovnik, ki jo je poučeval katoliški veri. Ta otrok seveda ni vedel, zakaj je on. Ta otrok je pač mislil, da je to pač nekaj normalnega, ni se sploh zavedal svojih fizičnih pomanjkljivosti, ki jih je imela ta Margareta, biserka. In potem, ko je bila stara, medtem je prišlo do neke vojne z nekim drugim mestom in ta njen oče je bil vojaški oficir, ki je imel svoje vojake na tistem nekem mestu. In je bila neka vojna in so jo potem zaprli v nek drugi grad. In potem je tam bila zaprta v spet neki celici tam pod zemljo, kolikor se spomnim. Ko je bila stara 15 let, je neki fra Giacomo, pokojni frater, bil pokopan tam v mestu Castello v cerkvi. Takrat so imeli navado pokopavati take imenitne ljudi, duhovnike, škofe v cerkvah. Vse. No, in potem je žena od tega očeta, se pravi Emilija, Pariziju predlagala, da bi to njihovo Margareto peljali na grob tega fra Giacoma, seveda popolnoma inkognito, da ni vedel, da je to njihova hčerka, da bi jo tja peljali, mogoče bi pa Bog napravil čudež, pa bi jo ozdravil. No, pa so jo res peljali, s konji so šli tja v Castello in potem peljali deklico Margareto na grob, kjer je bil pokopan, do tiste grobnice, in ji rekli, naj mu moli za ozdravljenje, in je molila. Oni so šli po mestu po opravkih in ko so prišli nazaj popoldne, fra Giacomo čudeža ni napravil. Deklica je bila še naprej slepa, grbava, šepasta,
pretlikava, takšna, kot je prišla, in starši so odšli domov brez nje. Pustili so jo tam na grobu, in ko je zakristan zapiral vrata cerkve zvečer, ko je se je stemnilo, je peljal ven pred vrata in je potem tam morala prespati pred vrati, zapuščena od svojih staršev. Prišli so berači naslednji dan, jo sprejeli za svojo, ugotovili, da je slepa. Ugotovili so, da so njeni starši šli domov, ker so pač šli so poizvedeti, kaj se je zgodilo z njenimi starši. In potem je živela tam na ulici kot beračinja. Potem, ko so ljudje videli, kako je pobožna, so jo vzeli kakšna družina je vzela pod svojo streho. No, potem so pa redovnice, ki so imeli nek samostan v tistem mestu, Castello, izvedele zanjo, kako je pobožna in tako, kako pomaga ljudem, kolikor se je pač dalo. Pa so ji rekli, da jo bodo vzeli za svojo, da lahko pride v samostan. Ampak ko je bila v samostanu, je bila tako pobožna pa sveta, te redovnice so bile pa bolj posvetne, da so ji rekli, da lahko gre, da pač ne more biti pri njih več, zato ker ne živi tako kot one. Se pravi, ne tako posvetno, pa tako nepobožno, kot je ona živela. Ona živela pa zelo sveto, si držala vseh pravil tiste redovne skupnosti. Niso bile dominikanke, pač pa neke druge redovnice. Kolikor sem lahko prebral, če boste dobili to knjigo, vam zelo priporočam, ena pretresljivih življenj svetnikov, kar sem videl v življenju, kajti Margareta je razglašena za blaženo. No, potem je šla ven iz samostana, no, in potem dve družini se je sprejela, na koncu se je sprejela neka družina, druga družina, ki je imela tudi grad. In ko je Margareta ugotovila, da je na gradu spet, tam, ko je živela kot otrok, je prosila, če bi lahko dali neko sobico majhno pod streho, da bi lahko skromno živela kot prej. In potem so jo sprejeli medse, tretji redniki, in sicer dominikanski tretji redniki, se pravi tretje rednice, ki so se imenovale mantelate po nekem plašču mantelu, ki so jo pač nosile. Bile so oblečene v tako posebno obleko, čeprav so bile tretje rednice. No, tule je podoba blažene Margarete Mantelate iz Castella. Takole so bile oblečene, imela je pač palico v roki, je bila slepa. Bila je seveda bolj majčkena, pa grbasta, sklonjena. Tlej so jo pač tako upodobili. No, in potem je kot Mantelata, one so imele pač nalogo, da so skrbele za ljudi, ki so umirajoče, za bolne in tako naprej, da so jih obiskovale, napravili vse, kar je bilo potrebno. Hodila je tudi v zapor, kjer so bili jetniki. Nek človek je tam obupoval, ker je bil po krivici obsojen, in ga je spravila z Bogom. Tako da je veliko, vsi ljudje, ki so umirali v njenem varstvu, so prejeli zakramente pred smrtjo, umirali v Božji milosti, in ljudje so videli, kako je tudi lebdela v zraku, ko je molila včasih, ko je bila zamaknjena, kako se je svetila, njeno telo svetilo, pa njena duša. Kajti po telesu je bila fizično grda, slepa, grbava, šepavsta, pretlikava, po duši pa je bila pa seveda pravo sonce za tiste ljudi v Castellu. Ko je umrla stara 33 let, umrla je seveda kot svetnica, stara 33 let, so jo dali tam pred cerkvijo, da so ljudje lahko prišli jo počastiti, da takrat so imeli že svetnico imeli, in pripeljali so neko deklico, ki je bila tudi ni hroma, ni govorila, hroma je bila, mislim, da je bila tudi slepa, in so jo položili zraven nje. Slepa ni bila, pa hroma je pa bila. Položili zraven nje, da bi ozdravela, in blažena Margareta
je z levo roko z levo roko položila na deklico, ki je v trenutku ostala po koncu zdrava, začela govoriti in rekla: "Ozdravela sem po priprošnji Margarete." In potem so jo pokopali v cerkvi. Njeno telo je še danes nestrohnjeno, čeprav je tako suho, ampak je nestrohnjeno v Castellu, mislim, da je v cerkvi. In Bog je napravil že za časa njenega življenja veliko čudežev, takšnih drugačnih, in po smrti pa še več. In pokazal, kako je v nebesih. Zanimivo je, da ta otrok nikdar ni dovolil, da bi kdorkoli kaj slabega rekel o njenih starših. Nikdar. Ona je staršem vse odpustila, za njih molila ves čas, vse življenje. Ni dovolila nikdar, da bi kdo kaj slabega rekel o njeni mami Amiliji, očetu Pariziju. In zelo je častila svetega Jožefa, kar je bilo takrat zelo nenavadno v tistih časih, se pravi v 13. stoletju. Razglašena je za blaženo, je v nebesih in si ji lahko priporočamo, telo nestrohnjeno, čeprav tako suho. No, na današnji dan se je pa rodil pred 20 leti, se je rodil pa nek drugi otrok, ki je bil Bog in človek, fantek, ki ni bil ne slep, ne grbav, ne šepast, ne pretlikav, pač pa je bil učlovečena lepota, dobrota, resnica, ljubezen in usmiljenje. A kljub temu, vidite, se z njim ni zgodilo nič drugače, kot se je zgodilo s to Margareto. Tudi njega je večina Judov, med katerimi se je rodil, zavrgla, zavrnila in ga ni sprejela za svojega odrešenika. Čeprav je bil napovedan v Svetem pismu, od protoevangelija, od raja Adama in Eve, po izvirnem grehu, vidite, napovedan potem po vseh prerokih, očakih, da bo prišel Bog, ki nas bo odrešil. Ampak večina Judov ga je zavrnila, nek del Judov ga je pa sprejel. In sicer Jahvi ubožci, kot so rekli, se pravi ljudje, ki so pričakovali odrešenika, prepoznali Jezusa tega odrešenika, prepoznali njegovo brezmejno ljubezen do nas ljudi, kajti samo iz ljubezni je prišel za nas na ta svet. Iz ljubezni nas je ustvaril z nebeškim Očetom in Svetim Duhom, s katerim je en sam Bog, en sam edini Bog. Ampak kot kralja, vidite, star je bil 33 let, ko so ga umorili na križu, kot kralja ga niso sprejeli. Določen del ljudi ga je pa sprejel in danes je prav tako. Vidite, dokaz za to, da ga niso sprejeli, je bil, da je moral sveti Jožef z njim bežati v Egipt, malo po njegovem rojstvu, potem ko so ga darovali v templju, da so mu stregli po življenju od vsega začetka, preganjali in je potem rekel, pravili, lisice imajo svoje brloge, ptice imajo svoja gnezda, sin človeku pa nima, kamor bi glavo naslonil. In danes je podobno, vidite, ko išče srca in duše, ki mu vračajo ljubezen. Večina ljudi ga zavrača kot svojega stvarnika, odrešenika in sodnika, kot svojega kralja. Lahko rečemo, praktično vse vlade na tem svetu ga zavračajo kot takšnega. In dogaja se z njim podobno, kot se je zgodilo to Margareto. Čeprav je učlovečena dobrota, ljubezen, usmiljenje, lepota, in tega noče imeti za svojega kralja. In tako jutri, vidite, je praznik svetega Štefana, mučenca, ki napoveduje na nek način to, kar se bo zgodilo, vidite, kar bomo potem praznovali na nek način
po novem letu, ko bo postni čas, po velikonočni čas, njegova smrt na križu in vstajenje. Tudi danes je ogromno otrok, vidite, ki jim strežejo po življenju in jih umorijo še, ko so v maternih telesih. Otroke z Downovim sindromom pa je v določenih deželah skoraj 100% pomorijo, preden se rodijo. Vidite, to je vse posledica tega, ker Isusa kralja ne sprejemajo za svojega stvarnika, odrešenika in sodnika. Ampak takšen je. Takšen je in tako bo, in dokler smo na tem svetu, ga imamo čas prijeti v svoje srce in svoje duše in prosimo ga za njegovo ljubezen. Veliko molitev je na spletu, lahko najdete, vidite, molitev, eno se naš molitev, ki pravi: Resite Jezusu, da ga ljubite, ga imate radi. Ampak še prej je treba prositi za njegovo ljubezen, za njegovo božjo človeško ljubezen, vidite, da moramo potem iz te njegove ljubezni ljubiti svoje bližnjega kot samega sebe, mu vračati ljubezen. Torej, voščim vam ob tem božiču, da bi Jezus našel v vaših srcih, v vaših dušah vedno ljubezen, nesvečno ljubezen do njega, da bi mu vse življenje vračali to ljubezen, s katero nas ljubi, s katero nas je ustvaril, odrešil, da bomo, ko bomo nekoč prišli pred njegov sodni stol, bili sprejeti za vso večnost njegovo Marijino Jožefovo kraljestvo. In daj Bog, da bi nekoč praznovali večni božič skupaj z njim v nebesih. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.